dobrodošli v mojem imenu. Na kratko, v začetku mogoče splošno o Hieronimovi pismih. Danes je nekako v Hieronimovi zbirki pisem ohranjeno 123 pisem, ki veljajo za pristna. K temu pa moramo dodati tudi nekatera pisma, ki so bila pisana njem. In če jih potem damo vse skupaj, potem pridemo do številke približno 150. Med najslavnejšimi pismi oziroma Hieronimovimi dopisovalci najdemo Avguština, potem Avgušta Damaza, Pavlina iz Nole, Teofila iz Aleksandrije ter številne druge. Raziskovalci so jih največkrat obravnavali literarno-filološko ali pa historično-biografsko. Po posameznih pismih pa se še danes pojavljajo vprašanja o autentičnosti. Primer Avguštinov ohranjeni korespondenčni korpus v obliki epistolja je sicer obsežnejši, a kljub vsemu nekateri raziskovalci priznavajo prav Hieronimo, da so njegova pisma najodličnejša pisma krščanske antike. Že omenjeni vsebinski razpon zajema različne epitafe, nekrologe, pridige in heretične obsodbe. Glede na vsebino pa so se raziskovalci spraševali o tem, ali so vsa pisma epistole res pisma v pravem pomenu besede, ali jih pa lahko razumemo v nekoliko širšem pomenu, recimo kot po vsebinsko, glede na asketske, exegetske, različne razprave in pa razprave se posvetili. Po mnenju nekaterih avtorjev je torej prav Hieronimova epistolografija dosegla svoj vrhunec kot odprta literarna zvrst, ki jo zasledimo že pri klasikih, na primer pri Ciceronu in pa pri Pliniu. Nekaj o klasifikaciji pisem, na kar sem se potem tudi jaz oprl. Predvsem Grilijeva klasifikacija, glede na to, kam so bila pisma poslana. Najprej, kjer so bila pisana, torej kot prvo v Antiohiji, seveda kraju, ki je znam prvi postanek na premiku Hieronimove premiku na vzhod. Tam naj bi se Hieronim postavil pri Evagriu iz Antiohije, ki je bil predtem že na zahodu, izgnan na zahod, pa potem šel nazaj domov na vzhod. Tu naj bi potem v mnenju Kelija recimo prevladala Hieronimova želja potem, da izkusi asketsko življenje iz prve roke, bom rekel. Tako da se je potem najverjetneje umaknil tudi v Halkiško puščavo. Torej, to so nekatera pisma iz Antiohije, potem iz Halkiške puščave, potem pa seveda kot zadnji del pisma iz Betlehema, kot se je potem Hieronim na koncu stacioniral. Tu imam v sliki še eno tako možnost po tej Halkiški puščavi. Vidimo torej Antiohijo, pa potem nekoliko proti vzhodu. Možnost, kjer naj bi torej Hieronim izkusil puščavo. Potem pa seveda še pisma v liriki in že omenjena Grilijeva klasifikacija. Sam Grilij je potem razdelil pisma poslana na zahod, vzhod in pa na jug. O čem točno? Torej na zahod v Akvilejo, Altino, Concordijo, potem naprej v provincijo Dalmacijo, Pannonijo, naprej pa še potem na območje Italije in potem so posamezna pisma. Konkretno na jug pa pogrijo oziroma še prej na vzhod. Tu pridemo do nekaterih situacij, ko naprimer Hieronim piše aleksandrinskemu škofu Teofilu, ki se v tem času nahaja v izgnanstvu v Rimu. Tako da recimo Grilij konkretno pismo šteje kot pismo v Aleksandriju, omenjeno Teofilu. In potem še na jug, to so pa seveda najbolj znana Avguštinova pisma v provinco Afriko.
Zdaj, jaz sem potem naprej posamezna pisma, torej iskal sem avtorje, kako so jih klasificirali tudi glede na vsebino. Zdaj, verjetno Lagurjeva izdaja Hieronymovih pisem velja za najboljšo, vse trenutno, in sam Lagurje potem po vsebini, glede na vsebino, razdelil Hieronimova pisma v 6 skupin, potem je za priljubljena tudi ta Krapova, klasifikacija glede na vsebino in pa še zadnja Kejnova, profesor je tudi prisoten na simpoziju. Zdaj konkretno pa potem imam ena takšna predstavitev tega, kaj spada pod ta širok pojem lirik, konkretno iz knjige Vsebini pojem. In pa že omenjeno. V zadnjem stolpicu pa vidimo potem prisotnosti prevodov tudi v slovenskem prevodu iz časa med drugo svetovno vojno, ki ga je tudi profesor Luhmann. Torej, mogoče bi se za trenutek postavil pri Kejnovi klasifikaciji, ki je že omenjeni dve označil za pomanjkljivi, čeprav sam tudi priznava, da nobena izmed klasifikacij ni idealna in nikoli ne bo. Vseeno pa omenjeno očita, da preveč poenostavlja Hieronimov širok žanr pisem za potrebe svoje klasifikacije, se je potem Kejn vrnil k virom in za svoj predlog uporabil dva antična priročnika, ki vsebujeta opise in kratke primere epistolarnih tipov, ki so bili v rabi v antičnem času. Razlog za vrnitev k virom je Hieronimova obširna korespondenca, ki kaže na to, da je sam avtor uporabil takrat uveljavljeno in splošno priznano epistolografsko tradicijo, ki je obenem razlikovala in pa priznavala različne pisemske oblike. Omenjena priročnika sta avtorjev Pseudo-Demetrija in pa Pseudo-Libanija. In pa potem sledi seveda že omenjena razvrstitev Kejna v 17 vrst pisem. Torej, izmed okrog 120 pisem izpod Hieronimove roke so bila na območju širšega Ilirika poslana, oziroma je bilo poslanih 13 pisem, že precej znane v zadnjem času slišane, torej dve pismi v Emono in pa potem še dodatno pismo na rodno zemljo Petika Storine, najverjetneje v domači Stridon, potem seveda v Akvileju precej znana pisma, kjer se seveda pred odhodom na vzhod zadrževal Hieronim, živel v asketskem krogu in spoznal bodoče naslovnike pisem, kamor je potem poslal 4 pisma. Naprej je v Altino poslal 3 pisma, med tem je bilo potem že omenjeno eno pismo poslano v provinco Dalmacijo in pa še Pannonijo. Torej, upoštevajoč prostor, odhoder je Hieronim poslal pisma, dobimo dva prostorska in časovna mejnika Hieronimovega življenja. Prvo obdobje je čas, ko je Hieronim bival v Antiohiji in v njeni okoliški puščavi, drugo obdobje pa je čas, ko se je po vrnitvi na vzhod ustalil vsaj na videzno varnem zavetju samostana v Betlehemu. Seveda od teh 13 pisem, ki jih je Hieronim poslal na območje Ilirika, ni ohranjeno nobeno pismo, oziroma pismo, ki bi ga pošiljatelj prejel tudi kot odgovor. Pisma iz prvega obdobja iz Antiohije in pa iz Hrpiške puščave nam priča seveda o obstoju monastičnih skupnosti v Akvileji in Konkordiji, medtem ko pisma o Emonu in Stridon na to možnost brez drugih konkretnih dokazov samo nakazujejo. Drugo časovno obdobje predstavljajo pismi v Pannonijo, katere naslovnik je bil samo doma iz Pannonije, v času, ko je bilo pismo se strani Hieronima napisano, pa se je nahajal v Dalmaciji in seveda še omenjeno dodatno v Dalmacijo. Zadnji pismi nastali okrog in oziroma kmalu po letu 400 sta zadnji priči obstoj meništva na območju zahodnega Ilirika. Zanimiva podrobnost je vsekakor ta, da se na območje širšega Ilirika ni ohranjeno nobeno Hieronimovo pismo iz časa njegovega
nekajletnega bivanja v Rimu, čeprav skoraj da ne moremo dvomiti, da komunikacija med Hieronimom in obravnavanim prostorom ni bila vzpostavljena. Mogoče bi na kratko orisal eno Hieronimovo pismo, potem mogoče prikazal, na kak način izhajajo takšni detajli, podrobnosti ali pa pripomorejo k Hieronimovemu življenjepisu. In sicer pismo v Concordiu, ki je seveda bilo znano potem, da je bilo tudi rojstveno mesto Rufina. Gre za pismo starčku Pavlu, spremljevalno pismo, saj je zraven pisma bila predložena še Hieronimova knjiga Življenje Pavla, prvega puščavnika. Torej nekako je Hieronim začel pričevati Zahod, da je bil Pavel pomembnejši prvi puščavnik in ne seveda Antonij, znan po življenjepisu izpod rok Atanazija. Samo vprašanje, kdaj in kako sta se Hieronim in Pavel spoznali, ostaje nerešljivo, prav tako tudi nerešeno vprašanje, ali sta se Hieronim in Pavel kdaj sploh srečala v živo. Hieronim o tem, da je sprejel Pavlovo pismo, piše na primer v epistoli 5 Florentinu z besedami. Pisal je tudi nekdo iz domovine imenovanega brata Rufina, stari Pavel, da je njegova knjiga Tertulijan izpisal pri njem in jo krepko terje nazaj. In še za zaključek. Torej, poleg Hieronimovih stikov z Ilirikom, njegovih poznanstv na tem prostoru in njegovega odnosa do razmer so pisma nezanemarljiv, vendar pojavitelj disciplinarni sploh še vedno premalo vrednoten biser, ki nam lahko, če do njega pristopimo z zanimanjem, poda veliko podrobnosti iz nekakvega življenja na našem širšem slovenskem območju. To priče pomembnega, predvsem pa raznoterega dogajanja pozne antike, predvsem zato, ker ta dela niso zgodovinski viri per se, vendar ponujajo veliko vedenja o takratnem času v Iliriku, ker črpajo iz življenjskega fokusa v globalnem smislu ene najvidnejših posebnosti poznega 4. in zgodnjega 5. stoletja. Epistolarne vrstice v Ilirik so, poleg preostale Hieronimove korespondence, dragocena oznaka piščeve kompleksne osebnosti. Ne samo, da v njih razbiramo očitno, torej Hieronimovo visoko izobraženost, avtoritativnost in položaj, naslikajo nam tudi intimnejše poteze njegovega značaja, od njegove samozavesti do dvomov vase, od priznanja lastne grešnosti do nezmožnosti odpuščanja in prepeljivosti. Ravno v potezah pošiljateljevega karakterja pa lahko se slutimo tudi odnos naslovnikov do Hieronima. Študij Hieronimovih pisem v Ilirik nam odstira še en pomemben vidik, saj so obravnava pisma vendar tudi priče interaktivnega bontona in epistolarne tradicije tistega časa na že omenjenem prostoru. So pa vsekakor tudi drobni dragulji briljantnega sloga literarnega velikana, torej nič nenavadnega pravzaprav ni, da si Hieronima zaradi njegove zapuščine in za vedno skritega rojstnega kraja že od nekdaj želi lastiti skoraj vsak, počigar poteh je nekoč Hieronim tudi sam hodil. Hvala. Najlepša hvala, Gregor. Imate kakšno vprašanje? Spet velja enako kot prej, kratka pa jedrnata.